Pa smo zopet skupaj. Dober večer. Četrtek je danes, ura 20:00, gledate oddajo Najvižja, zakladnico narodno-zabavne glasbe. Pa začnimo tole oddajo malo drugače. Ne bomo začeli s tipično narodno-zabavno glasbo, pač pa če se spomnite, drage gledalke in gledalci, pred mesecem dni sem v studiu gostil eno slovensko klapo, ki se mi zdi, da je trenutno najbolj znana. Vsi jo poznamo zaradi tiste pesmi, ki je požela veliko tudi nastopov kasneje, veliko vaših klikov na YouTube kanalih. Zdaj so posneli novo, o klapi Skali seveda govorim, in na telefonski zvezi lepo pozdravljam Vladota, pevca. Živjo. Lep pozdrav, Žiga, tebi in seveda tudi vsem gledalkam in gledalcem vaše čudovite televizije. Najlepša hvala za pohvale. Vlado, pred mesecem dni sva govorila o tem, da te bom čez en mesec zopet poklical, ker ste bili še nekako malo skrivnostni glede novega komada. Posneli bi ga naj z eno znano pevko slovenske zabavne glasbe. Ja, res je. Takrat pravzaprav nismo želeli še razkriti, katera je tista čudovita dama, ki smo jo povabili v našo sredino k sodelovanju. Ja. No, zdaj je že kar nekaj dni moč vse to videti pravzaprav na televiziji, na YouTube kanalih, na radijskih postajah. Se mi zdi tudi, da že naše gledalke in gledalci vse vedo, ker je komad v bistvu že zaslovel na nek način. Ja, res je. Zdaj mnogi že vedo, kdo je to. Seveda govorimo o čudoviti pevki, zelo sposobni moderatorki, krasni sodelavki. Lahko rečem, da je z njo krasno sodelovati. To je prečudovita Darja Gajšek. Seveda, kdo pa drug. In naslov komada je? Naslov komada je Mala barka. Ja, kaj vas že vleče na morje? Ja, verjemi mi, da pred nekaj dnevi, ko smo snemali video spot, smo seveda obirali čudovite kadre po naši čudoviti obali in najrajši bi ostali kar tam. Verjamem. Nič, Vlado, najlepša hvala za tale telefonski klic, da si vzel čas. Se vidimo zopet v prihodnjih oddajah in seveda čestitke v prihajajočem izidu plošče. Iskrena hvala, da ste me poklicali. Z veseljem sem si vzel čas in z veseljem si ga za vas seveda bom. Lepo se imejte, vse dobro vsem. Vlado, najlepša hvala. In hvala tudi vam, da boste šli na naša socialna omrežja. Na našem Facebook profilu vas bo po koncu oddaje čakal tudi link za tale posnetek. Video spot, torej Mala barka v izvedbi klape Skala in Darje Gajšek. Lepo je biti med iskrenimi ljudmi, lepo je živeti med njimi, lepo je orati ledino, predvsem pa se mi zdi, da so iskreni nasmehi prav gotovo zelo potrebni v tem svetu, v katerem živimo, ko gre vse tako hitro naprej. Tega se zavedajo in potrjujejo tudi člani ansambla Šepet. Dober večer njim, dober večer še enkrat vam. Med iskrenimi ljudmi se nikoli ne zgodi, da zmaga laž. Pri vseh drugih pa velja, da je nekaj slabega, če preveč priznaš. In odkar ta svet stoji, so na njem živeli ti in ti. Človek bližnjega spozna, ko ga ta enkrat izda, do takrat pa malo veš. Med iskrenimi ljudmi so preproste vse reči, kot jasen dan. Se pa najde marsikdo, ki se zdi mu preprosto,
če je svet obran. In če misliš tudi ti, da je dolg čas brez laži, bodi raje z njo. Naj se z dnevom jutrišnjim med iskrenimi ljudmi zbudi. Med iskrenimi ljudmi so preproste vse reči, kot jasen dan. Se pa najde marsikdo, ki se zdi mu preprosto, če je svet obran. In če misliš tudi ti, da je dolg čas brez laži, bodi raje z njo. Naj se z dnevom jutrišnjim med iskrenimi ljudmi zbudi. Naj se z dnevom jutrišnjim med iskrenimi ljudmi zbudi. Ko smo ansambel Šepet na zadnji gostili v oddaji Najvižam, tudi oni so bili malo skrivnostni glede svojega koncerta. Drugi po vrsti je bil decembra, če se ne motim. Decembra, tako je. Takrat so bili skrivnostni glede enega posebnega gosta na koncertu, ki so ga poimenovali Med iskrenimi ljudmi. Kdo pa je bil ta poseben gost? Pa Robi Goličnik, dober večer tebi. Dober večer. Ja, koga ste Večer tudi vam, pripeljali? seveda. Mi smo gostili zelo znanega hrvaškega pevca, to je bil Dražen Zečić, ki je verjetno ga vsi dobro poznate in se z veseljem seveda udeležil našega koncerta. Zelo smo bili počaščeni, da smo lahko z njim tudi v živo zaigrali. Mi smo ga spremljali in bilo je res nepozabno. Dve njegovi taki zelo uspešni skladbi smo zaigrali. Eno je Sam, tako kratko in jedrnato, ampak sladko. Glede na to, da uspešno orješ ledino narodno-zabavne glasbe, da ima seveda tudi svojo glasbeno šolo, veliko harmonikarjev pod roko, kako potem rečeš tvojim sodelavcem v ansamblu Šepet? Kako jih poimenuješ? Sodelavci. Greva kar do njih. Sodelavci, so sodelavci. Ja, tako. Mi se imamo zelo fajn, zelo dobro se razumemo. Zdaj enega imam že 20 let v hiši, tako da z njim se moram dobro razumeti, ne, to je moj sin Aljaž. No, že Lara je tudi kar nekaj časa v hiši, sicer ne, pač občasno, drugače pa Rok, pa Nace, vsi se pa že poznamo preko 10 let, tako da res fajna ekipa. Oni mladi, jaz nekaj izkušenj, pa vse skupaj naredimo en dober recept. Kaj pa mogoče Lara, kako pa ti rečeš Robiju? A je zdaj to tvoj sopevec, ali je on član ansambla Šepet, ali je to tvoj... Robi je, pač, kar se mene tiče, je moj tast, je moj prijatelj, moj največji kritik, kar mi zelo veliko pomeni. Daj mi nasvete, mi pove, kaj narediti, seveda pa tudi sopevec in pa seveda član ansambla Šepet. A veš, da se mi je zdelo v prejšnji oddaji, da ne bomo nikoli razvozlali tele ljubezenske oganke v ansamblu Šepet? Ja, zdaj to uradno? Ja, zdaj že. Mislim, se že dlje časa uradno, sam smo rekli, bodimo malo bolj mogoče skrivnostni, da bo mogoče koga še bolj kaj zanimalo o nas. Super. Če tudi vas in verjamem, da vas še kaj zanima o ansamblu Šepet, ostanite z nami. V nadaljevanju bomo z njimi spregovorili o tem, kaj se bo dogajalo čez teden dni. Stopili bodo namreč na najimenitnejši oder festivala slovenske narodno-zabavne glasbe. Do takrat pa še prej en komad. Rada te imam in ansambel Šepet. Kot včeraj se mi zdi, ko srčke za spomine na listke si mi risal v šoli ne skrivaj. Največkrat je bilo med uro zgodovine, ko k meni rad pokukal, čez ramo si nazaj. Med dolga leta si osvajal neutrudno, si spet in spet poskušal, a se izplačalo je. Bi zdaj bilo mi žal, bi zdaj bilo mi čudno, če ne bi ti pustila, da bi jo
bijo svoju me. Rada te imam, ko skuštran se zbudiš. Rada te imam, ko skuhaš kavo za oba. Rada te imam, čeprav s teboj je križ. Rada te imam, ker na te sem navajena. In čeprav se zim z razlogom se ali brez. In čeprav te kdaj morda pogledam bolj grdo. In čeprav me kdaj z besedo spraviš bez. Že naslednji hip želim si te močno. Si moški moj postal, ostal boš tu zavedno. Usoda je si šila, ljubezni nama plašč. Ne jemljem za slabo, če kakšno bolj poredno. Si kdaj pa kdaj zakuhal, ker ni bilo nalašč. Bi zdaj bilo mi žal, bi zdaj bilo mi čudno, če ne bi ti pustila, da bijo svoju me. Rada te imam, ko skuštran se zbudiš. Rada te imam, ko skuhaš kavo za oba. Rada te imam, čeprav s teboj je križ. Rada te imam, ker na te sem navajena. In čeprav se zim z razlogom se ali brez. In čeprav te kdaj morda pogledam bolj grdo. In čeprav me kdaj z besedo spraviš bez. Že naslednji hip želim si te močno. In čeprav me kdaj z besedo spraviš bez. Že naslednji hip želim si te močno. Zakaj se danes plača ostati v naši družbi? Ne samo zaradi ansambla Šepet, ki je zdaj v tem trenutku z nami, ampak tudi zaradi enega kvinteta, ki je nastal zaradi župnika, verjeli ali ne. Če veste, o kom govorim, prav, če ne, predlagam res, da ostanete, kajti oni bodo današnji osrednji gostje oddaje. Verjamem, da so že na mestih pripravljeni. Gremo pa nazaj k ansamblu Šepet. Prej sem govoril, da še teden dni časa, da se pripravijo na največji oder slovenske narodno-zabavne glasbe. Kako pa je kaj ansambl Šepet z velikimi odri? Kateri je bil do sedaj največji? Ja, jaz sem v svoji karieri priredil že kar mnogo koncertov. Največ jih je bilo v Vinski Gori. Igrali smo lansko leto na Ptujski noči, velikih odrov je že bilo, tako da smo veseli, oziroma najbolj veseli takrat, ko si na takem odru, ker je eno posebno vzdušje, ena posebna atmosfera, ki te nekako pri vsej tej množici ljudi še nekako bodri, da delaš to, kar delaš. Drugače pa, če se pa pogovarjamo o teh resnih odrih, je pa zagotovo eden najbolj resnih odrov se bo zgodil čez dober teden, torej prihodnji petek, ko bomo člani ansambla Šepet stopili na oder, ki ni samo velik, ampak tam gor moraš odgovorno, dobro izpeljati tudi tisto, za kar si tam. Govorimo o Slovenski polki in valčku 2017, kjer je za nas en poseben izziv. Res smo si ga z eno veliko mero zastavili, bom rekel, kar dosti visoke načrte. No, vsem tem pa v nadaljevanju še z ostalimi člani ansambla. Do tebe grem, ti si bolj redko beseden v ansamblu, drži? Ja, nikoli me nič ne vprašate. Aha, super, sedaj imaš krasno možnost, da nam razložiš, kako se ansambl Šepet pripravlja na polko valček. Zelo veliko vadimo. Ja, kaj to pomeni? Da delate sklece, fizična pripravljenost tudi? Ja, tudi fizično, pa najbolj važno, da to skladbo, ker imamo tudi baritonista zraven, da se tudi z njim zelo dobro uskladimo, da ritem zelo dobro teče. Tudi ne sam igranje, tudi nasmeh in vse to mora biti zraven, da ne bomo tako zelo resni. Jaz pa tudi sem študent čez teden, zato čez teden ne moramo vaditi, tako da se pol čez vikend toliko bolj skupaj družimo in vadimo to skladbo. Zdaj mi je žal, da že večkrat nisem prišel na drug konc studija do tebe. En aplavz, lepo prosim, krasno. Nace je izdal, da ne boste na odru polke in valčka sami. Ja, posneli smo skladbo z baritonom, zato nam bo pomagal Žan Mernik. Odigral bo skladbo tako, kot jo zdaj igramo na vajah. Ampak zakaj ste se pa odločili za dodaten suport? Ja ne, moramo skladbo izvajati tako, kot je na posnetku in zato. Zakaj pa še vedno nisem prišel do odgovora? Zakaj se ansambel odloči, da bo poleg bas kitare posnel še bariton? Da vse zveni bolj polno. Da zveni bolj polno, v redu? Da lepše zgleda na odru tudi.
Pa zato potrebujete dodatnega člana? Ja, ker mora biti skladba izvajana tako, kot je posneta in je na posnetku bariton in moramo zraven še vključiti bariton. Pa Lara, si prepričana, da se ne bi naučila bariton? Jaz lahko za kjerkoli inštrument primem, pa se vem, da se bom naučila. To geno pa imam po dediju, no. Odlično. V glavnem pa Super. mislim, oziroma, kolikor sem jaz lahko sodelovala pri sestavi te skladbe, smo dali bariton zaradi tega, ker se mi zdi, da res bariton pa ti zažge, da podan in energija, power, to je to. Energijo, power, mogoče tudi vizualno dajo tudi narodne noše. Je To res, je da se res. boste v njih predstavili? Ja, res je, torej na Slovenski polkavalčku se bodo naši fantje prvič pojavili v narodnih nošah, jaz bom imela pa malo posebno oblekco še zaenkrat, tako da ne bo tista dolga, bo pa malo krajša. Zakaj narodne noše? Ansambel Šepet ne bi nekako na prvo žogo dal narodno nošo. Ja, res je, nismo sestavljeni naprimer kot kvintet oziroma ostali. Za narodne noše smo se nekako odločili, ker smo dejansko vsi smo imeli tudi željo se nekako podati v narodno nošo, kako je biti občutek. In pač jaz osebno, ko sem imela prvič gor, res narodna noša da tisti posebno prvino glasbi, da še res bolj noter padeš, no. Super. Gremo naprej z glasbo ansambla Šepet. To je njihov valček, za katerega so tudi nedavno tega, oziroma zdaj je že kako leto, kolikor vzamete nedavno tega, posneli tudi videospot. Ni več poljuba. Lepo je, ko prideš domov in te čaka nekdo. In vidiš, kako močno, močno te pogreša. Ko stisne se k tebi, je v srcu toplo, ker veš in čutiš, da rad te ima. Poznam te občutke, poznam jih zelo. Potem se čez noč je vse ohladilo. Srce je prenesel na drugi naslov, zdaj prazno je vse, ko prihajam domov. Ni več poljuba, ni več objema, ko se pretrže nit med obima. Včeraj je sreča rosila oči, danes mi solza polzi. Ni več poljuba, ni več objema, moje življenje zdaj prazna je stena. Ni več nasmeha iz najinih slik, korake pobral je srčni dotik. Lepo je, ko koga imaš, ki se za te boji. In misli iz dneva v dan ti tople pošilja. In če si na tleh spet te dvigne v nebo, saj lažje je od tvoje pregristi temu. Objema, moje življenje zdaj prazna je stena. Ni več nasmeha iz najinih slik, korake pobral je srčni dotik. Ni več poljuba in ansambel Šepet o naši družbi in govorimo o njihovem ustvarjanju za Slovensko polko in valček 2017. Baje ste že posneli videospot, baje je močna zgodba zadaj, o čem gre? Ja, to smo posneli v torek z produkcijo Pavec in smo res naredili eno tako odlično zgodbo. Govori, dejansko vse skupaj temelji na naši Lari. Naslov skladbice je 7 petkov in v tej skladbi ima Lara veliko zapovedati seveda o svojem fantu, kako vse skupaj doživljata, kako uživata. In vsi ti prizori so bili posneti na Krasu
In res imeli smo čudovito jasno vreme. Gospod Franc Firš nam je posodil 2 oldtimerja in smo se s tistima 2 avtomobiloma prevažali. In je bilo res čudovito vzdušje. Skratka, mi že komaj čakamo, da se torej na petek, ki sledi po Slovenski polki in valčko, se bodo pa ti videospoti potem tudi predvajali, torej v naslednji oddaji 14. kjer ga bomo lahko tudi premierno videli. Se pravi, govoriš videospoti, to pomeni, da so vsi ansambli letos morali posneti zaželjeno, ni bilo obvezno, ampak seveda smo se prav gotovo vsi potrudili, da smo posneli vsak svoj videospot. Lara, kaj pričakujete od odra Slovenske polke in valčka? Torej, naša neka prva tista dolžnost oziroma želja je, da se seveda dobro predstavimo, odlično zaigramo, oziroma za tak odr mora biti več kot odlično. Potem tudi sama interpretacija, energija na odru. Kar pa bo potem, pa ni več potem naše delo, ampak je v zgornjih rokah. A te česa strah? Osebno mene ni strah, ker sem že danes pripravljena, tako da mislim, da smo dosti natrenirali, tako da mene osebno ni več strah. Kaj pa kaj Trema in ansambel Šepet, koga najbolj izda? Torej, jaz sem imela en pripetljaj na Števarjanu, seveda skupaj sem padla na odru in sem imela kar težave potem, da se na novo uvedem v ta tempo. Zdaj sem to premagala, tako da hvala Bogu, zdaj nimam več s tem težav. Mislim pa, da sem bila mogoče jaz s tem najbolj izpostavljena, fanti tako igrajo. V redu, zaigrajte dobro, mi vas seveda podpiramo, glasujemo tudi za vas, kot seveda za ostale ansamble. En komad nam še podelijo v tem trenutku ansambel Šepet, potem si privoščimo kratek video spot ansambla Koroški kvintet, potem pa prihaja kvintet Dori. Ostanite z nami za to. Ko si prsi položila, kakor jabolko na tlan, reči si mi pozabila, da iz raja bom pregnan. Ko med nama je drsila kaplja vroča od strasti, vedel si, da ne bi smela duše se dotakniti. Ker zdaj te ljubim, ker zdaj me ljubiš, ker z mano ljubijo še mnogi, skrivnosti tvoje in dotike, ki pod kožo zagorijo. Ker zdaj te ljubim, ker zdaj me ljubiš, ker z mano ljubijo še mnogi, poti neznane in daljave, ki mi spati ne pustijo. Ko si krilo razgrnila, kakor se odpira cvet, reči si mi pozabila, da za zmeraj bom preklet. ko sva gola obležala in še viter je zaspal, ti tišina je dejala, da me večno boš iskal. Ker zdaj te ljubim, ker zdaj me ljubiš, ker z mano ljubijo še mnogi, skrivnosti tvoje in dotike, ki pod kožo zagorijo. Ker zdaj te ljubim, ker zdaj me ljubiš, ker z mano ljubijo še mnogi, poti neznane in daljave, ki mi spati ne pustijo. Te ljubim, ker zdaj me ljubiš, ker z mano ljubijo še mnogi, poti neznane in daljave, ki mi spati ne pustijo. Jasno nebo obilo je našo dolino in zlato klas je zadehtilo je čez polje.
mene pa pot vodila je goru planino, da bo iskal bi modri cvet, dehtičin sijan. Dolgo sem hodil in iskal to temno modrino, za vsako se skalco mi ustavil je pogled. Končno sem našel ga ujit, je bil pod pečino, preširno cvetil je in dehtil tja pod goro. Utrgal bi ga, pa ne sme, življenje ugasnilo bi v njem in v trenutku me presune žalostne svet. Pustil sem ga, naj živi, je vtisnil spomin mi v srce in vas bahal še zdaj dehti sredi planin. Sem hodil in iskal to temno modrino, za vsako se skalco mi ustavil je pogled. Končno sem našel ga ujit, je bil pod pečino, preširno cvetil je in dehtil tja pod goro. Življenje ugasnilo bi v njem in v trenutku me presune žalostne svet. Pustil sem ga, naj živi, je vtisnil spomin mi v srce in vas bahal še zdaj dehti sredi planin. Je vtisnil spomin mi v srce in vas bahal še zdaj dehti sredi planin. In vas bahal še zdaj dehti sredi planin. Se iskreno opravičujemo za tehnično napako, ki ste jo lahko spremljali med videom spotom. Ne bo se ponovilo do konca oddaje, tako da ostanite z nami. Naslednje glasbene goste pa pozdravljamo v tem trenutku. Obstajajo že skoraj toliko, kot sem jaz star, kolikor dolgo sem jaz na svetu pravzaprav. In najbolj, če potegnem črto, se še iz svojega otroštva spomnim po priredbi znane pesmi skupine Vrani, Maček v žaklju. Verjetno jih poznate, prav gotovo jih, z nami so Kvintet Dori. Ko si prvič v roki mu jo dala in je prvi nje zvok zadonel, si žalostnim srcem priznala, le še malo in z doma bo še
svetu potuje. Iz fantiča postal je že mož. Kadar glas tvoj slušalki začuje, se domisli, da žalostna boš. Če prizna, da brez tebe samuje, da postal muzikant je za groš. Mama, naj poje ti moja trobenta. Kadar od doma bom spet. Mama, naj ni melodija zapoje. Pesem, ki zadejo bije srce. Mama, saj zadele bije srce. To je bila skladba Kvinteta Dori, najpoboža. Kako je zdaj, ne morem brez tega, da bi narobe povedal naslov. Pardon. Naj poje ti moja trobenta. Naj poje ti moja trobenta. Dober večer najprej. Dober večer. Tale skladba, ki ste jo pravkar slišali, je v bistvu, pod njo se je podpisal Oto Pestner, nastala nekako leta 1999, izdana tudi v nemščini. Tudi v nemščini, in to skladbo smo tudi takrat se predstavili na Južnem Tirolskem, na Grand Prixu, takrat v nemščini seveda. In za nas je bilo takrat to en tak velik dosežek, no, iz teh naših majhnih krajev prideš na čist drugo področje, kjer govorijo vsi nemško, publika večja, drugačni pristopi na sam koncert, in moram reči, da smo takrat uživali tudi v tej družbi. A vendarle, Kvintet Dori danes gostimo v oddaji Najviža. Kako se spominjate 21 let nazaj, vaših začetkov? Ja, zanimiva zgodba. Namreč, če bi vsakega vprašal, se verjetno vsak drugače spominja. Jaz, ker sem takrat bil res še najstnik, no, se druge stvari spominjam, kot se spominjajo kolegi, ko so že drugače gledali na ves svet. Ampak jaz moram reči, da je teh 21 let, oziroma že 22 teče, zelo hitro minilo. Bilo je tako, imeli smo veliko igranj, potem veliko teh nastopov pred publiko, veliko smo ustvarjali, in potem se je tudi pa prišlo naše drugo obdobje, kjer pa smo se poročili, dobili svoje otroke, in tako se potem malo spremeni ta čas, ki imaš prej namenjenega vse za glasbo, ga potem še usmeriš kam drugam, in zato tudi zdaj delamo z neko tako povprečno hitrostjo za naše veselje, seveda. Močno dvomim, da je kdo izmed gledalk in gledalcev, ki Kvinteta Dori ne bi poznal. Pa vendarle, če je mogoče kakšna mladina, ki je zdaj preklopila, ki se zanima za narodno zabavno glasbo, kako bi se opisali? Pravzaprav mi se še, če lahko poprečno govorim, kar mladi počutimo, kljub temu, da, odlično, kljub temu, da to povprečje jaz malo kvarim potem sam. No. Ampak vendarle... Zdaj se užalim mojo mamo. Ne, nikakor ne, namreč... Da veva zakaj. Tako, ja, sej mogoče ni skrivnost, zdaj si prav že vse povedal. Jaz kar verjeti ne morem, da že takole naši nasledniki, mlajša generacija, ne, kot se ti Žiga, pravzaprav tako hitro rastete, in s tem pravzaprav tudi se soočamo z dejstvom, da res hitro čas mine, in kar verjeti človek ne more, da je tako. Jaz se namreč še vedno dobro počutim in verjamem, da se tvoja mami tudi ko je ponosna na te. Je. Primož, ravno sva govorila, da čas hitro beži, tudi zate pred kakšnim nastopom pozabiš klarinet, kako je s tem se še dogaja? Pozabim klarinet, doma mi krava ujde, tako da je to še vedno, ja, še skozi. Privoščimo si zdaj tole skladbico, kako je, ko Primož izgubi klarinet. Ko
se marsikaj zgodi. Če so muzikantje, krog njih se vse vrti. Plavšajo dekline na vsako roko tri, da domači pjebi zaškripajo zobmi. Zadnjič veselica gasilska je bila, vaška lepotica je z mano plesat šla. Moji muzikantje grdo so gledali, a domači pjebi so stiskali pesti. O Marija, zgubil sem klarinet, ko v grmovje sem jo ubral, ker je nastal kraval. Kak ne reveš, iščem zdaj klarinet, saj dokler je fantov kaj, ne upam si nazaj. O Marija, zgubil je klarinet, mar bi z nami le igral, pa ne bil škandal. Fanti, čujte, dajte nam klarinet, saj za vas igrali bi, dokler se ne zdani. Lepotice ne vzamem, sploh si am. Moji muzikantje me strogo pazijo, pravijo, da špilov zastojnskih dosti bo. Marija, zgubil sem klarinet, ko v grmovje sem jo ubral, ker je nastal kraval. Kak ne reveš, iščem zdaj klarinet, saj dokler je fantov kaj, ne upam si nazaj. O Marija, zgubil je klarinet, mar bi z nami le igral, pa ne bil škandal. Fanti, čujte, dajte nam klarinet, saj za vas igrali bi, dokler se ne zdani. Hej! V 21 letih ustvarjanja Kvinteta Dori je nastalo ogromno, ne samo skladb, pač pa tudi albumov, nastopov in pa tudi raznih sodelovanj. O enem sodelovanju smo že govorili, ko ste slišali prvo skladbo nocojšnjih gostov, Naj poje ti moja trobenta. Sodelovali so z Oto Pestnerjem tudi v naslednjem videospotu. 30 let, kaj več o tem pa v nadaljevanju. Že dneve in tedne in leta stojim na postaji in čakam kot toliko drugih na vlak, ki prihaja. Oko je pripeto na okna, na vrata vagona. Sanjam že 30 let. To je bilo dekle črnih las in begavih oči. To je bilo dekle, da bi zanj pozabil vse noči. Bila je z menoj, sva oba prijatelja.
Kvintet Dori in Oto Pestner, 30 let, verjamem, da vsi prav dobro poznate tole skladbico. Je že kar dolgo tega, odkar ste sodelovali z Otom, ali še vedno sodelujete? V bistvu to sodelovanje teče že dlje časa, od leta, mislim, da 98, še nenehno sodelujemo, kajti tudi mi smo veseli, da lahko s takim človekom, kot je Oto in takšen glasbenik, da lahko sodelujemo in tudi moram reči, da od njega se marsikaj da naučiti, predvsem na teh živih igranjih, kajti ima neizmerno izkušenj in tudi mi uživamo, kadar skupaj igramo in Se nastopamo. obeta morda za to kakšno novo sodelovanje z Otom Pestnerjem? Ja, ne vem, zdaj tega sodelovanja v bistvu več, ko delamo kakšne nove projekte, se ponovadi dogovorimo. Bil je ves čas naš producent in seveda tudi skupaj smo posneli to, kar smo že slišali, skupaj po domače. To je bil en projekt dejansko, kjer je Oto se predstavil kot vokalist, mi pa kot spremljevalni ansambel. No, niste pa sodelovali samo z Otom, kar nekaj je še drugih, med njimi tudi Adi Smolar. Tudi Adi Smolar, Nuša Derenda. Ja. Ja. Z Adjem je tudi zelo lušen, zelo fajn in on ima tudi takšne ideje in ga, če nas gleda, ga pozdravljamo. Je pomembno, da se a se po tvojem mnenju glasbeniki premalo družimo? Definitivno, Ja? sigurno, ja. V bistvu se družimo največkrat na kakšnih takšnih koncertih, da bi se pa kdaj tako organizirali, pa mislim, da se pa ne, da se premalo, no, da bi se mogli kdaj na kakšnih piknikih in še kaj, ne. Mogoče pa je to lepa istočnica za vse, morda pa oddaja Najviža naredi piknik z vami vsemi, tam na Gričku morda, Kvinteta Dori, tam na Gričku. Tam na Gričku v naši vasi moja hišica stoji. Samo striha ji še manjka, stene in pa temelji. Okna ji krasijo rože, z dimnika se dim suklja. Noč in dan moj dom mi greje, pečki ni zakurjena. Tam na Gričku v naši vasi mi družinica živi. Le da žene sploh še nimam, me globoko žalosti. Smilijo se mi otroci, ker noben še ni rojen. Res da ni otrok pri hiši, je pa vsak lepo vzgojen. Hoj ladi, hoj ladi, hoj ladi, adi, adjom. Hoj ladi, hoj ladi, hoj ladi, adi, adjom. Tam na Gričku imam kmetijo, njivo, travnik, jablano. Vsi sosedje slabo spijo, ker mi jo zavidajo. V hlevu imam pa tudi živino, eno kravco, ki ni bik. Žal je revica poginila, zdaj pa pasem le njen štrik. Na kmetiji imam kup strojev, enkrat več kot ničkrat 4. Ko brez nafte jih zalaufam, so pri miru kot hudir. A najboljši je moj traktor, je močan ko kamion. Ko ga potisnem dol po bregu, pa leti ko avion. Pri delu rad zapojem pesmi, ki jih sploh ne znam. Pa s prijatelji se pohecam, rad takrat, ko ni jih tam. Če pa kdaj me kdo obišče, ga bogato pogostim. Dam mu pit iz praznih sodov, a za jest od župce dim. Hoj ladi, hoj ladi, hoj ladi, adi, adjom.
Sem pa tja po širnem svetu, se potika dost ljudi. Hišice pa kot je moja, še nobeden vidu ni. Zato pa zdaj vse skupaj vabim, preden pesem se konča. Pridite me obiskat, ne boste siti, žejni pa. Ko nisem drnil šolskih še klopi, sem sadem spraševal se, kaj bom bil. Poti speljane so na vse strani, povsod ponuje se življenje ti. Jaz bom postal najboljši kapitan, za morja z ladjo prekrižaril bom. Jaz kot pilot bom letal noč in dan, visoko nad oblaki bo moj dom. Zdravnica bom postala jaz nekoč, ljudem bom pomagala dneve vse. Jaz peke bom pogača dan in noč, najboljše preste za prijatelje. Jaz pa šivala bom obleke vam, na svetu lepših res ne bo nikjer. A jaz postal bom pravi muzikant, na vas harmoniko bom šel zvečer. Vsak ne more biti muzikant, vsak pač ni tako postaven fant. Lepa pesem je najlepša stvar, ki lahko jo daš nekomu dar. Vsak ne more biti muzikant, vsak pač ni tako postaven fant. Lepa pesem je najlepša stvar, ki lahko jo daš nekomu dar. Frizerka bom najboljša v treh vrseh, hodile k meni bodo dame vse. Jaz rožce bom sedel pomladni dnev, z ljubečo jih rogo zalival le. Jaz torte bom najboljše delala, otrokom jih delila vsaki dan. Veselje v mojem srcu je doma, kot nekdaj nek poskočno zaigra. Vsak ne more biti muzikant, vsak pač ni tako postaven fant. Lepa pesem je najlepša stvar, ki lahko jo daš nekomu dar. Vsak ne more biti muzikant, vsak pač ni tako postaven fant. Lepa pesem je najlepša stvar, ki lahko jo daš nekomu dar. Vsak ne more biti muzikant, vsak pač ni tako postaven fant. Lepa pesem je najlepša stvar, ki lahko jo daš nekomu dar. Dosti heca, dajmo se učiti. Smo se vsi zdaj malo ustrašili v studiu, tule na koncu video spota. So rekli gospodje iz ansambla Dori, da jih moram tikati od tega trenutka naprej. No, tikal pa ne bom vas, ker govorim o množini. Pozivam vas, da nas pokličete v studio, če imate kakšno vprašanje. 03897 077 0 je prava telefonska številka. Če bi radi kaj vprašali naše osrednje današnje goste, torej kvintet Dori, ali pa si zagotovili tudi kakšno zgoščenko, da vam bo lepše v avto ali pa kjerkoli druge. V tem video spotu smo poslušali, vsak ne more biti muzikant. Kaj pravite vi po 21 letih? Ja, da vsi res ne, tudi mora malo narava, malo mora narava pripomogati, ne. Čeprav bom rekel, da je zdaj ta razvoj, je šel tako in glasbeno šolstvo in vse to, te privat glasbene šole se je zelo to razvilo, tako da dan danes, bom rekel, je pa res to postalo kar veliko in kar je fajn, no, v bistvu, da lahko skoraj vsak postane muzikant, ampak jaz še vedno pa mislim, da ti mora pa tudi mati narava tu malo pomagati. Po 21 letih niste spremenili svojega imena. Ste še vedno Dori, ker kaj bi pa gospod župnik rekel?
A je tako, ali ne? Ja, pa mislim, da gospod župnik, ne vem, če bi zdaj glih Dori, mislim, da bi bil žalosten. On je v bistvu zelo ponosen, da mi njegovo ime nosimo, ampak jaz mislim, da ne, mi bi bili bolj žalostni. Takrat se je namreč začelo, ne? Gospod župnik vas je nekako sforsiral skupaj. V bistvu ne, to je zgodba je tako, ker kot ansambl Dori, kot Dori nastopa kvintetno Dori od leta 95. Mi smo pa pred Dori je bil tam blizu, ko smo mi trije bratje, doma, on je bil blizu gore v Šentrupertu, duhovnik in mi trije smo se v bistvu bolj z njemu družili, če lahko se tako malo, v bistvu to je bilo zares, on je imel ogromno teh ohceti in vmes, ko ni mogel vse do cajta biti gotov, smo mi tiste svate velike zabavali, da je on lahko ene rihto, ta cajt smo bili pa taki zabavljači tam, kot taki mali. In to nam nikoli pozabil, enkrat smo šli na 2 popoldne, nas je palal domov, ker mi nismo imeli nobenega šoferskega izpita in se prav spominjam, da smo prišli domov, mislim, da okoli 11. ure zvečer, da reče pa samo pol ure do danes. Nekdo je z nami, dober večer, kdo nas kliče? Dober večer, Andreja tukaj. Pozdravljeni, Andreja. Pozdravljeni. Jaz bi rada vprašala, že dolgo jih ni bilo nič v Savinjski, tudi v Žalcu ne. In tudi sprašujem, če bo kaj prišlo, kaj v Žalec, tudi na Bornojo jih še ni bilo. Tako da tudi upisala sem jih, tako da že dolgo jih nisem slišala, videla, tako da Krasno. bi bila vesela, če bi kaj tudi okoli Žalca prišli. No. Odgovorimo na vaše vprašanje, najlepša hvala, ker ste nas poklicali. Nekako izhajate iz Šempetra, to je blizu Žalca. Ne, to je Šentrupert, tam, ko je bil Dori duhovnik, je nad Laškim, Šentjur pa Laško. Teda v bistvu mi prihajamo iz Brodnic, to je pri Rimskih Toplicah Laško, kot trije bratje. Anti je iz Vodic pri Slivnici, Boštjan pa iz Menkša, tako da imamo enega Gorenca. Torej ste razklopljeni. Samo moramo pa zdaj gospe odgovoriti na vprašanje. Mislim, na tole moramo reči, da ni dolgo nazaj smo bili v Petrovčah, kar je pa zelo blizu Žalca. Tam smo igrali na tetelem Jožefovem sejmu in tako da škoda, da ni prišlo, tam smo bili v bistvu čist celo nedeljo, smo preživeli, tako lepo je bilo in škoda, da ni prišlo nas malo pocukati. Torej, moja napaka za tale Šempeter se mi pa zdi, da je gospa Andreja še vedno na telefonski zvezi, ker ima še eno vprašanje. Pardon, se opravičujem. Povejte. Ja, povejte. Ja, vprašala bi, a je možno dobiti kak njihov CD? Zgoščenko, seveda. Ja, lepo prosim. Andreja, seveda, če odgovorite, koliko let že skupaj igramo? Zelo malo težko. Najmanj koliko. Najmanj koliko, ali pa tako. Več kot 20 ali manj kot 20? Jaz mislim, da več. Več kot 20, evo. In več in boste dobili CD. Lepo prosim. Čestitke za pravilni odgovor. Hvala lepo, še veliko uspehov, pa da se kaj v bližini ki srečamo. Hvala. Še enkrat hvala tudi vam, da ste nas poklicali. Ja, hvala. Ja. Veliko prijateljev imate, ne samo v Sloveniji. Pravzaprav smo dosti okrog, tako da v tem času se seveda tudi ta krog močno razširi in če greš z dobro voljo bi ljudi, praktično tudi potem dobiš tak odgovor in ni naključje, da se srečujemo tudi po večjih letih z ljudmi, ki smo jih srečali, ne vem kdaj že, kjerkoli in da še vedno nam sledijo in so z nami. To nas pravzaprav zelo veseli in lahko rečemo, da smo veseli tega. Namreč prej, ko je že Primož rekel, kaj vse je treba imeti, da lahko vztrajaš v glasbi, jaz mislim, da samo to še dodati, da moraš imeti glasbo resnično rad, da lahko praktično tudi, kadar je težko, pa kadar je to povezano z napori, potem se vračati poznih večernih ali pa jutarnjih urah domov, pa potem spet nadaljevati s kakšnim drugim delom še doma, da ti praktično še vedno tukaj energija ostane oziroma jo tukaj pridobiš, da potem, ko spet greš s polnim veseljem, da se bo spet nekaj prijetnega zgodilo in to se velikokrat dogaja. Odločili ste se tudi za najrazličnejše glasbene zvrsti, med drugim tudi za črnsko duhovno glasbo? To so dejansko človek počne marsikaj, kar v nekem trenutku ali pa situacijo tudi nanese. Moram reči, vem, da le izviramo iz narodne zabavne glasbe in jo tudi izredno spoštujemo, tako da vsa ta leta branimo tudi na nek način ta okvir. Je pa res, da potem nanese, da poskušaš tudi hoditi malo po robu. Mi dejansko smo znani potem, da smo vedno hoteli ta okvir
ki je danes resnično že mnogo drugačen, kot je bil takrat, ko smo mi začenjali, da smo ga poskušali malo raztegniti, tudi druge poglede. Zato so bili razni poskusi in tudi Primož dobro ve, on je bil v marsikateri vlogi že tudi reparja in tako naprej. Tako da tudi to so eni poskusi, ki so se simpatično potem tudi pokazali pri publiki. Še eno CD ploščo podelimo v teku današnje oddaje. Če imate čas, verjamem, da ga imate in verjamem, da imate čas tudi za kvintet Dori v svojem avtu bilo kje, kjer imate CD player 03897 še vedno vas čakamo, da nas pokličete. Drugače je pa za vami že kar nekaj glasbenih albumov. Ja, res je, sicer lahko rečemo, da v teh letih od leta 1999, ko smo prvega izdali, Dori naše ime, pa do danes je praktično išlo 10 glasbenih projektov. Seveda prve 3 so bile tudi skupaj s CD-jem še MC kasete. Posneli smo tudi en projekt, ki je imel drugo vsebino, tudi bil je en dokumentarni film, tako da tega tudi uvrščamo v našo diskografijo, ki je bil praktično pripleten tako tudi z nekimi videospoti, ampak je imel predvsem tudi to zvrst, da je bil dokumentarni film in tudi tako praktično smo se predstavljali ljudem. Moram reči, nismo posebej zagnani na tem, da bi delali neke nove plošče po nekem tekočem traku, vendarle pa tudi tega se je v teh letih nekaj nabralo in ko rečem, fajn, no. Dober večer, kdo je z nami? Dober večer, Tomaž Sobotov z Razkrižja pri telefonu. Dober dan, dober večer. Jaz bi gosta lepo pozdravil, pa bi še želel, da še meni tako naprej igrajo in bi vprašal, če bodo mogoče kdaj kaj s Prlekiji igrali. Nikoli ne reči nikoli. Zdaj, kakor imam jaz v spominu, to poletje, mislim, da na to stran ne bomo šli, a ne? Za naprej pa že jaz se ne spomnim. Imamo željo. Veste kaj, pokličete tam v vašem kraju kakšne organizatorje tudi, pa spomnite na kvintet Dori, pa bomo prišli. Ste slišali, gospod? Gospoda, še vedno velja, da so v Prlekiji poroke dvodnevne? Ja, še velja. Še vedno velja. Kako potem to zdržite? Ja, se da. Se da. Ni tole zelo tako pozitivno zvenelo. Zgoščenka je vaša, hvala, da ste poklicali. Super, odlično. In mi tudi. Tako. Ne govorimo samo o albumih, govorimo tudi o vaših koncertih. Vsako leto 1. novembra, zdaj ste se odločili nekako za marca. Dori večeri. Tako? Ja, to je, rekel, kar tak projekt, ki smo ga zastavljali takrat z velikim entuziazmom. Seveda moram malo opisati na kratko, kaj je praktično privedlo do tega. Namreč mi še danes lahko rečemo, da je naš koncert bil nekako malo drugače koncipiran, da smo imeli neke druge vzgibe, tudi potem, ko je Dori naš zavetnik, naš duhovni oče, kakorkoli ga že imenujemo, v Berlinu že od 95. leta in da smo čutili to potrebo, da spet obnovimo njegovo vest, kljub temu, da je Berlin vendarle zdaj zaradi medijev bližji, kot je nekoč bil, ampak vendarle, da pride neka velika družina Dorijev skupaj, da se zahvalimo nekemu našemu občinstvu, ki nas spremljajo. Iz tega koncepta je nastal ta Dorijev večer. In kot si že omenil, je bil tradicionalen koncert novembra. Letos smo pa naredili en preskok, pa smo v marcu postavili Dorijev večer v Šenčurju, ker v tej občini je tudi naš Boris poročen. In moram reči, da se je tudi zelo dobro, v naših občutkih sodim, zelo dobro odnesel, tako da mislim, da ni bil verjetno čist ta zadnji, da bo zagotovo tam še, kako bomo pa naprej se organizirali, kajti ni rečeno s tem, da smo zavedno predstavili Dorijev večer zdaj na Gorenjsko stran, ampak tako pač je zdaj naneslo. Tako, z glasbo kvinteta Dori nadaljujemo takoj za videospotom, videopredahom. Navihani muzikanti bodo z vami in zgodnja pomlad. Pod krošnjo divje češnje dobiva se zvečer, da skupaj podaljšiva pomladni sine mir. Ko na okoli mrak
sonce nas ogreje spet, ko imam te rad in najin vas je svet. Pod krošnjo divje čišnje, spomladi se budi, trobentice in zvončki opojno zadehti. Od rožic najbolj bujna, pa meni ti se zdiš, v pravlični lepoti privlačno zadišiš. Zgodnja pomlad, za mlade je zaljubljene, saj prav takrat nam zaigra srce. Zgodnja pomlad, ko sonce nas ogreje spet, ko imam te rad in najin vas je svet. Ko imam te rad in najin vas je svet, vas je svet. To so bili navihani muzikanti, znani po tem, da vse naredijo sami. Harmonikaš ima studio, tudi video spote si posnamejo sami, še melodije včasih sami napišejo. Nadaljujemo pa z našimi osrednjimi gosti oddaje Najvižja, to so kvintet Dori in Fantovska. Mi gradi lumpamo in spomin obujamo, kak je včasih lušno bilo, vse je kot po maslu šlo. Mi gradi lumpamo, vedno dobre volje smo, dolga noč pred nami je, naj se pravi žur začne. Smo po svetu se našli, vsak od nas drugje živi, sem in tja se najdemo, spet si ga privoščimo. Hej, na svetu lepšega ni, kot so ta prav prijatelji, kadar skupaj se dobijo, pa me hitro gre adijo. Hej, na svetu lepšega ni, ko klapa spet se v kup dobi, noč za nas je zopet kratka, saj petelino je že. Mi gradi lumpamo in spomin obujamo, kak je včasih lušno bilo, vse je kot po maslu šlo. Mi gradi lumpamo, vedno dobre volje smo, dolga noč pred nami je, naj se pravi žur začne. Smo po svetu se našli, vsak od nas drugje živi, sem in tja se najdemo, spet si ga privoščimo. Hej, na svetu lepšega ni, kot so ta prav prijatelji, kadar skupaj se dobijo, pa me hitro gre adijo. Hej, na svetu lepšega ni, ko klapa spet se v kup dobi, noč za nas je zopet kratka, saj petelin poje že. Hej, na svetu
kratka, saj petel in poje že. Noč za nas je zopet kratka, saj petel in poje že. Še vedno gostimo Kvintet Dori, gremo pa od polke k malo bolj počasnemu ritmu, seveda ritmu valčka. Čas beži je naslednji komad, ki ga bomo slišali. Grem do Primoža? Do Antija bi jaz predlagal, Do ker Antija. Anti je soavtor te pesmi, pa bo najbolj lepo znal jo opisati. V redu, ja. Z veseljem se spominjate prijateljev, tudi tistih, ki so že odšli. Ja, žal je tudi takšnih zgodb kar nekaj. V tem primeru pa razmišljamo danes tudi še posebej na gospoda Dušana Krajnca, ki smo ga pa izgubili v tem mesecu in še ni veliko dni od takrat, ko smo se od njega poslovili v Škalah. Namreč Dušan je za nas napisal eno skladbico, Čas beži, ki smo jo praktično peli tudi ob slovesu oziroma zaigrali ob slovesu in še danes mi malo trese glas, ko razmišljamo o vseh teh miljivostih in tudi o našem življenju, ki hitro mine, vendarle pa sem vesel in če lahko rečem v imenu Kvinteta Dori, da se zahvalim njegovemu spominu za vse, kar je dobrega storil za nas in kar je praktično nam stal ob strani kot prijatelj. Cenili smo ga tudi kot glasbenika in veselje mi je bilo, da sem takrat lahko napisal besedilo na njegovo glasbo. Tako da se v tem trenutku pravzaprav spominjamo njega tudi v krogu vseh prijateljev, ki smo z njim izgubili enega našega sledilca, ki je bil ob nas in ki nas je rad spremljal. Nič kaj dosti za dodati. Gremo z naslednjo skladbo naprej, to je prekrasen valček Kvinteta Dori. Ja, imejmo se radi, dokler se še lahko. Kot listje se vetru nemočno upira, usoda se z našim življenjem igra. Prepleta se radost in trpka tesnoba, ki v krogu skrivnostnem vsak dan nas ima. Naš boj hrepenenje za lepo življenje, pogosto v brezupu se hitro konča. So vredni trenutki, le srečni občutki, ki človek človeku da. Prehitro vsem nam čas beži, kam se mu mudi, v življenju vse se nam zgodi. Zdaj smo tu in več nas ni, ne bodi sam, se z nami si, saj se svet sem nam vrti. Opusti skrb in vse hudo, da skupaj nam še lepše bo. Je delo, učenje, nenehno hotenje, je nekaj za tabo, še več pred teboj. Nikoli ne jenja ta stiska hitenja, če sužen si časa, daj malo postoj. Užita trenutek za boljši občutek, razdeli še drugim, nikdar nisi sam. Nikar ne oklevaj in nič ne samevaj, ne delaj bolečih si ran. Prehitro vsem nam čas beži, kam se mu mudi, v življenju vse se nam zgodi. Zdaj smo tu in več nas ni, ne bodi sam, saj z nami si, saj se svet sem nam vrti. Opusti skrb in vse hudo,
z nami si, saj se svet se nam vrti. Opusti skrb in vse hudo, da skupaj nam še lepše bo. Pesem ostane za vedno, a kljub temu, a si premalokrat, Marko, povemo, da se imamo radi? Vsekakor. Če bi si povedali 100-krat na dan, pa bi še vedno bilo premalo. Tako da vedno enkrat več, kot pa povemo. V kvintetu Dori si poveste, da se imate radi? Ja, jaz mislim, kot prijatelji si to velikokrat povemo, pa še tako, kot si rekel, je pol premalo. Namreč velikokrat pride trenutki, ko smo napeti, namreč ko živ nastop, tudi verjetno sam to veš, pride različni trenutki. Včasih je zelo fajn, včasih pa moče se kaj napoklopi. No, in takrat je pomembno, da imaš prave ljudi ob sebi in ti daje tiste, ki reče, vse bo v redu, gremo naprej. Vse bo v redu, tudi z vami še nadaljnjih 21 let. No, mi upamo, vsekakor si želimo še kakšno leto zraven, če bo. Vsekakor. Vsekakor tako, ja. Pridite še kaj naokrog. Z veseljem. In z veseljem ste lahko naša družba. Najlepša hvala, da ste prišli in najlepša hvala vam. Ja, res si premalokrat povemo, da se imamo radi. Jaz vas imam rad in pričakujem vašo družbo tudi naslednji četrtek ob 20. Lahko noč. Na delo dolg čas me je Bog abdevu nisem videl, pa sem se gojzerje ubu, po gmajnah sem španciral, ka sem jo mahnil prav počas čez hribe in doline. Za vsak mugar mam videl sem kap stare ropotije, za vsak mugar mam videl je kap stare ropotije. Na delo dolg čas me je Bog abdevu nisem videl, pa sem se usedel na kolo in se v kol odpeljal, ka sem se vozil prav počas čez hribe in doline. Pod vsakim mostom videl sem, kako tam voda gnije. Pod vsakim mostom videl je, kako tam voda gnije. Lepa je dežela ta, cel svet je take nima, pa še boljš lahko bi bila ta naša domovina. Nosnovenc ali bože kaj, vsak naj se pobriga, da bo boljša kakor zdaj ta naša domovina. Na delo dolg čas me je Bog abdevu nisem videl, pa v roke vzel sem cajtange in se na klopco usedel, ka bral sem tisto prav počas politiko in novice. Minil me je in raj sem šel čez hribe in doline. Minil me je in raj je šel čez hribe in doline. Na delo dolg čas me je Bog abdevu nisem videl, pa za harmonko sem prijel in pisem to naredil, ka sem jo špilil prav počas in ko iskal sem rime. Skrbel me je le, kva bo vstal od naše domovine. Skrbel ga je le, kva bo vstal od naše domovine.